SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem aktualnem podcastu, v katerem bomo danes govorili o spanju in o tem, kakšne so posledice, če ne spimo. Se bi lahko rekel, kaj se zgodi, če spimo preveč, ampak takšnih verjetno med tistimi, ki boste tole poslušali, ni večina. Je pa večina takšnih, kot sem sam in še mnogi starši, pa zaposleni, pa še marsikdo, ki reče, pa dobro, saj spal bom potem, ko bom enkrat umrl. Ampak nažalost ni tako enostavno. Da bo ta debata dobra in to zagotovo bo, sem poskrbel tako, da sem v studio povabil tri, ki znajo o spanju, pa potem o posledicah od stresa do izgorelosti, pa še česa povedati marsikaj. En lep pozdrav vsem trem. Seveda bom začel pri dami. Profesor dr. Leja Dolenc-Grošelj, se je pravi naziv, ne? Ko sem pogledal, kaj vse še je treba povedati, ko vas predstavim, morda evropska strokovnjakinja za spalne navade se mi je zdela taka res pomembna stvar. A se v Evropi s tem najbolj ukvarjamo? Ne, ravno tako se ukvarjajo v Ameriki, ampak imamo skupno evropsko licenco, kdo lahko postane ekspert za obravnavo motenj spanja v klinične namene. Potem profesor dr. Matej Černe, lep pozdrav. Vi se na ekonomski fakulteti pa ukvarjate, to se mi je zdelo tudi zanimivo, ker enkrat smo en tako zelo podoben pogovor že imeli brez mikrofonov, o posledicah nespanja, oziroma kaj se zgodi, če na primer menedžer na drugo mesto postavi spanec, na prvo pa poslovni uspeh. Točno tako, v sklopu našega vedenjskega laboratorija v bistvu raziskujemo, kako spanje in delo sovplivata. Torej, kaj se zgodi na delovnem področju, kako to vpliva na spanje, kako skupaj v bistvu potem vplivata na razne izide. Kar se tiče uspešnosti, dobrega počutja, vpliva na zaposlene in njihove izide, seveda. Ker si še bolj mlad, se te bom kar tikal. A bi se v takšni raziskavi 30 let nazaj že pogovarjali? Zelo verjetno ne. Mislim, da se je v zadnjem času ogromno spremenilo v poslovnem svetu nasplošno. Te tematike, o katerih bomo danes govorili, v bistvu so bistveno bolj prepoznane. Pa lahko bi rekel, že v zadnjih 5 letih, kolikor se mi ukvarjamo s tem, je prepoznavnost oziroma tudi to, da podjetja, menedžeri sami prihajajo do nas, nekaj novega definitivno. Se mi zdi tudi gre zelo lepo v skladu s nekim shiftom, menjavo vrednot tudi v mlajših generacijah recimo, ki so bolj dovzetni do tega in seveda poslovni svet se mora prilagoditi. CRMT je podjetje, iz katerega prihaja pa tudi član SBC-ja, Tadej Kreča, in lep pozdrav. Ampak midva, ko bova govorila o tvojih izkušnjah, ne bova govorila o tem, kaj se je zgodilo v podjetju, kjer si danes, ampak kaj se je zgodilo tam, kjer nisi več. Lahko rečem, da si, oziroma ste si, se te bom kar tikal tudi, predstavnik pa tistega dela, kjer se veliko dela, pa morda ne vedno z rokami, ampak z glavo in z rokami, potem se pa to odgovornost nosi še v avto in domov in v posteljo in potem zjutraj spet v službo. Lahko, če se tega ne zavedamo dovolj zgodaj, pa pride do katastrofalnih posledic, ne? Ja, res je. Bom rekel, vsak stres, ki ga je na dnevni bazi povzročen, vpliva na marsikaj v življenju. Najslabše je, če prizadene, bom rekel, zdravje vsakega posameznika. In če se pravilno obvaruješ pred tem, se še da kaj storiti, ker potem je žal prepozno, samo še zdravniška pomoč naredi svoje. So pa, bom rekel, določeni pokazatelji že v predfazah, bom rekel, katerih se pa treba začeti dosti kmalu zavedati in, bom rekel, na nek način tudi obračati potem to zgodbo sebi v prid, ker, bom rekel, vsi smo predstavniki podjetja, vsi moramo dobro delati, ampak konec koncev se moramo zavedati, da zdravje pa je naše. In bom rekel, od naše družine in moramo temu primerno tudi potem pravočasno odreagirati. Tako, to je bil zdaj ta uvodni del, zdaj pa najbolj klasično vprašanje. Ja, koliko je pa treba sploh spati, da lahko govorimo o tem, da je spanje kar naenkrat stvar, o kateri se moramo začeti pogovarjati? Sem mislila, da bo vprašanje, zakaj spimo. Ne. Tudi lahko potem. Ja, nekako 7 ur je po mednarodnih smernicah tista količina spanja za odraslega človeka, ki je nekako dovolj, da lahko normalno dobro funkcionira po dnevi. Kar pomeni, da ima dober imunski sistem, da ne bo zbolel zaradi tega, da ima dobre kognitivne funkcije, da dobro funkcionira v službi, v timu, da ni zaspan po dnevi, da ne povzroča prometnih nesreč.
in da je v bistvu tudi mentalno v dobrem stanju, ker če spimo premalo, smo bolj razdražljivi, lahko postanemo anksiozni, depresivni in to seveda vodi v velike probleme podnevi. Smo pa genetsko različni, tako da malo je tistih srečnih posameznikov, ki potrebujejo res manj 5-6 ur spanja, tako da lahko jih preštejemo na roke, ampak večina pa nekako tam 7-8, nekateri tudi več kot 9 ur. Ampak danes zjutraj, ko smo se dobili, pa smo si dali takšno dobro uro ob 9, 10 do 9 smo bili tu vsi, smo vsi pili kavo. Ja. Kaj to pomeni? Je to navada ali je to posledica težke noči? Ja, jaz mislim, da je to navada, ampak pravimo, da tisti, ki zjutraj potrebuje kavo, pomeni, da ima pomanjkanje spanja. Tako da, če bi spali dovolj, potem tudi kave ne bi potrebovali. Tudi ti si začel. Jaz sem rekel takoj, da če ne dobim kave, bom bolj tiho na tem podcastu. Danes je bila malo naporna noč z otroki majhnimi, kar je realnost, absolutno. In je treba nasloviti, sigurno. Ja, je pa kava ena taka stvar, ki je verjetno posledica navade, sigurno, ampak pomembno je, da vpliva na nas, na naše možgane ali pa na kakorkoli počutje. O izgorelosti bova seveda govorila, zato sem te tudi povabil, ker boš z nami delil tudi to zgodbo, kam je vse skupaj peljalo, ampak morda samo vprašanje takrat, ko si vedel, da si kronično preutrujen in seveda pod stresom, a je kava pomagala? Ne, kava je določene stvari samo še pospešila. In bom rekel, takrat, ko jaz sem potem te navade kave obrnil, okrog se pravi, jaz sem jo spil zjutraj, kot je kolega rekel, da se človek zbudi. Če sem pa vmes med dnevom, med stresnim situacijam kavo spil, bom rekel, je pa to ravno kontraefekt, bom rekel, rezultiralo v kontraefekt, tako da sem potem to opustil, ker sem ugotovil, da sam sebi škodo delam. Bom rekel, če primer srčni utrip, še večja nervoza, še več nivo stresa, se pravi, se kemijsko ne vem, kaj se sproščamo, neko kortizol in vse ostale stvari, ampak ne priporočam. Absolutno ne. Ali ko se ukvarjate s spanjem, ukvarjate tudi s prekomernim pitjem kave, ne seveda, ne da bi bilo to pomembno, ampak da vprašate, koliko kave pa popijete in kdaj zadnjo, naprimer. Ja, vedno to vprašamo. Kava je problem, ker deluje v bistvu preko adenozinskih receptorjev in seveda spodbuja budnost. Kava ima, oziroma kofein, ima dolg razpolovni čas, kar pomeni, da po 5 urah, ko spijemo zadnjo kavo, imamo še polovico tega kofeina v telesu. Zato absolutno odsvetujemo popoldansko, vsekakor pa večerno kavo in tudi, če jih pijemo več čez dan, se bo ta v bistvu efekt akumuliral, tako kot je rekel kolega, potem pa imamo v bistvu obraten učinek, tahikardijo, nervozo in to vsekakor ni dobro. Problem pa morda niti ni toliko kava, ampak so danes predvsem med mladimi razne druge pijače z energetski napitki, energetski napitki, kjer pa so še večje količine, in še drugih snovi, ki delujejo na naše možgane in nas poživljajo in je velik problem. Martin espresso zvečer tudi ni najbolje potem, Ne kofeinski. Ja, brez kofeinski. Ja, to je malce bolj za hec, ampak vendarle, tako ljudje funkcioniramo. Zjutraj vstanemo in potem nam iz kuhinje najprej zadiši ena dobra kava. Sam se spomnim, ko je moja mama vedno začela dan s kavo, pa sem se spraševal, pa zakaj je to potrebno. In ko jo ni spila, je rekla, danes me res boli glava, rabim močno kavo. In šele kasneje, ko sami postanemo odrasli in očetje, tako kot, potem veš, da je kava res rešiteljica. Zdaj, morda lahko začnemo potem pa s tem čisto normalnim življenjem, ko si starš, in se po noči, kolikokrat se danes ostali? Danes je bilo nekje 5-krat, ampak to je še kar solidna noč. To je solidna noč. Je bilo že precej slabše lansko leto, recimo, ampak dobro, v zadnjem času gre na boljše in vidim tudi pri sebi, koliko več energije. Kaj to pomeni za telo? Kakšen stres doživljaš? Se je meni dogajalo in se še vedno dogaja zelo podobno, ta nočno prebujanje, zato ker nekdo zakliče iz sosednje ali pa kar iz tvoje postelje, je seveda kot da bi te nekdo v vojski postavil po konci, pa tam nisem bil, tako da tukaj mogoče lahko ti več poveš, ampak kaj se zgodi z nami? Ja, kot prvo mislim, da sta zelo dobra očeta, zaradi tega, ker se zbujata na to. Ponavadi so mame tiste, ki se
predhodno prebudijo, očetje pa lepo prispijo noč. Tako da to, da še vedno reagirate na otroški jok in klice, se mi zdi super. Okay. Vsekakor pa to ni dobro za telo, ne? To je stres, ker po noči spimo v različnih fazah spanja, odvisno kdaj nas zdaj pač otrok ali klic zbudi, težje bomo, prvič se težko zbudimo takrat, težje odreagiramo, odvisno spet v kateri fazi smo in tudi težje zaspimo nazaj. Te prekinitve po noči se ponavadi akumulirajo in čez dan smo utrujeni, lahko smo tudi zaspani. V Ameriki so celo študije pokazale, ker tam imajo ženske v bistvu zelo kratko porodniško odsotnost, da so po porodu tako neprespane in v bistvu tako zaspane podnevi, da bi jim praktično glede na te teste, ki jih delamo in na lestvice, morali prepovedati vožnjo. Da seveda tega niso potem objavili, to je bilo pokazano samo na kongresih, ampak v bistvu kronično pomanjkanje spanja, kronična deprivacija spanja vodi v povečano zaspanost in problem prometnih nesreč. Ko ste na fakulteti raziskovali, če se zdaj vrnem nazaj na tvoje delo in vaše delo, ne, skupaj s kolegi, ko ste menedžerje praktično povabili k vam, kako je to izgledalo najprej? Kakšen proces teh zbiranja podatkov in potem obdelave je to bil? Ja, torej kot rečeno, smo na ekonomski fakulteti, tako da naša prva ciljna publika so bili ravno menedžerji pri teh raziskavah. Kasneje smo šli še v druge kontekste podjetnikov, torej lastnikov podjetja, športnikov, zdravnikov in medicinskih sester, torej v vseh teh kontekstih trenutno preučujemo. Pri menedžerjih smo začeli nekje 4-5 let nazaj, malo po koroni je to bilo. Nekako je spodbudilo to tudi dejstvo, da so na voljo zdaj nosljive naprave, ki so tudi klinično validirane, vsaj v smislu tega, da relativno v redu oziroma podobno, kot je treba, merijo kakovost spanja, ne faze spanja, ne določenih zadev, ki seveda se lahko samo v laboratoriju izmerijo, ampak recimo za naše potrebe raziskovalnega dela dovolj dobro in to uparimo oziroma kombiniramo tudi z dnevnimi anketami. Tako da v bistvu jim damo nosljivo napravo, lahko so to prstani, lahko so aktimetri, torej zapestnice v bistvu, in pa imeli smo tudi en glavni trak, ki je pa neposredno z EEG elektrodami meril te zadeve. Torej to nosijo preko dneva in predvsem preko noči, torej da merimo objektivno, kako spijo, in pa hkrati vsak dan z eno ali dvema anketama, odvisno od našega raziskovalnega načrta, tudi spremljamo, kaj se dogaja pri njihovem delu. Torej to so njihovi osebni občutki, njihova občutenja, ki pa v bistvu so praktično boljši napovednik tega, kaj se dejansko dogaja z ljudmi, kot pa neki objektivni kazalniki na delu, oziroma oboje je seveda zelo pomembno. In to spremljamo v času, idealno vsaj 14 dni, 3 tedne, 1 mesec, in potem v bistvu gledamo korelacije, povezave v času, torej tudi efekti in tudi kumulativne skupne učinke, v smislu tega, kaj se zgodi, če več zaporednih noči slabše spiš. In kaj se je pokazalo? Ravno to je ključno pravzaprav, ne? In to recimo tudi nekako moje psihofizično stanje danes nakazuje, ne? Če je ena slaba noč, še ni takega negativnega učinka. Gledali smo pri teh zaposlenih menedžerjih in pa rekli smo in kreativni delavci za znanje, torej nekdo, ki rešuje odprte probleme. Če eno noč slabše spijo, načeloma so še vedno lahko kreativni naslednjo noč, ko pa se to slabo spanje nalaga 3 do 5 noči, potem ima pa to jasen negativen učinek na kreativnost naslednje dni in seveda to skupaj vpliva tudi z intenzivnostjo dela, kar je pa v bistvu tisti temeljni napovednik v smislu tega, koliko se čutiš pod nekim delovnim, časovnim pritiskom, koliko imaš sploh količinsko dela za opraviti, temeljni napovednik seveda stresa in potencialne izgorelosti, in smo ugotovili ravno to, da v bistvu skupaj vpliva spanje. Dobro spanje uspe ublažiti te učinke, negativne učinke delovne intenzivnosti pretirane, slabo spanje pa jih seveda še povečuje. Preden greva na učinke nespanja, če imaš 2-3 dni nekaj res za narediti, pa malce stisneš, pa te to seveda driva, kot mi rečemo v tem žargonu, se boš potem spal. To deluje. Ne, ampak tako kot je Matej rekel, če imaš neko intenzivno delo, nek projekt, boš tistih par dni seveda zdržal. Mi vedno rečemo, da se ne moreš naspati na zalogo in ne moreš se naspati nazaj, kar pomeni, da
pred neko aktivnostjo, ki veš, da jo boš delal celo noč, ne boš mogel že prej spati. Tako da spanje je v bistvu cirkadiani proces, se pravi približno 24 ur. In v teh 24 urah je naše telo vezano na ritem svetlobe, teme, izločanja hormonov, rastnega kortizola, melatonina in v bistvu spimo po noči v temi. Podobno smo mi videli recimo tudi pri športnikih, se pravi pri zelo aktivnih športnikih za kratek čas, ko morajo recimo čez Ameriko s kolesom, ko morajo čez Atlantik za jadrnico, lahko jih za ta kratek čas, ko so res stimulirani za to, naučimo spati neke ultrakratke ritme spanja, ampak to je za čas nekega tekmovanja, ne moremo pa mi na dolgi rok spati kratko in v bistvu biti budni po noči. Ni bilo zgolj nekaj dni takšnih, ne? Ko si bil v službi, ko si imel vodstveni položaj, ko je bilo treba sprejemati odločitve, ko so bile težke gospodarske razmere, tukaj lahko verjetno govoriva najprej o dnevih, ki so se prelili v tedne, nato pa v mesece. Kako je vse skupaj šlo in kam potem to pripelje? Samo še dodam in leta. In leta, no. Ja, bom rekel, moj osebni primer je tak, da sem se naučil, da sanacije podjetij, ki, bom rekel, so zelo težke. Namreč je družbena odgovornost za vse zaposlene, 900 zaposlenih ni malo ljudi, vsak mesec plačajo, so družine, je to treba, bom rekel, nahraniti in je treba neko kulturo vzpostaviti nazaj, ki je bilo. Druga zadeva je, bom rekel, če imaš ti še drugo odgovornost, kot so tehnološki vidiki, bom rekel, kulturni vidiki, bom rekel, finančni vidiki, to zadevo še toliko bolj uteži. Podjetje, o katerem govoriva, je bilo pol leta pred stečajem, imelo je 4,5 milijona dolga, oziroma z izgube dolga, toliko, kar je bila vrednost celega podjetja, 900 zaposlenih v posebni naši Zasavski dolini, kjer je kultura itak specifika, to je leta 2010 bila in je še danes v določenih segmentih, apatični ljudje, s strahom in zdaj to peljati skupaj z vodstvom takratnega podjetja v neko pravo smer in si pridobiti neko spoštovanje, zaupanje, reflektira na trdem delu vsak dan, dan za dnem, da ti ekipo motiviraš, bom rekel, da poleg tega, da ekipo motiviraš, skrbiš tudi to, da, bom rekel, je tehnologija, ki je v zadnji konkretno podprta, čeprav je oprema zastarela, da še vedno lahko lansiraš izdelke na trg, da se iz tega živiš in to je dejansko reflektiralo v hude stresne, bom rekel, trenutke, dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem, ker to so nenormalni pritiski, bom rekel, pa ne iz tega, da bi vodstvo kakorkoli vršilo tak močen pritisk, ampak iz tega samozavedanja, da je treba, če si tja bil povabljen, če to stvar delaš, da moraš iz tega nekaj dobrega narediti, bom rekel, ker potem je to lahko, če to podjetje umre, tudi socialna bomba za neko okolje. In to je bilo večkrat poudarjeno. In recimo, to je potem, ne vem, koliko družin bi bilo potem brez službe in ko se je ta družbena odgovornost, bom rekel, tudi do teh ljudi na tako velikem nivoju, hkrati moraš pa še vse okrog obračati, verjemite mi, to so strašni pritiski in lahko zdržiš neko določeno obdobje. Kje se je najprej pri tebi to pokazalo? Kaj se je najprej začelo spreminjati, ne vem, v tvojem telesu, v tvojem umu, pri tvojem spanju? Bom rekel, kar se spanja tiče, sem jaz, mogoče se bo čudno slišal, svoj vrsten fenomen, ker jaz spanje v življenju nisem imel težave. Je pa res, da se je to začelo pa kazati v tem smislu, bom rekel, utrujenosti kot prvo. Se pravi, telo ni dalo več tisto, kar je moglo dodati v tistem trenutku, da bi lahko moje funkcije normalno delovale, da bi se lahko, bom rekel, odločil pravilno, da bi imel motivacijo za delo v pravem smeru, da bi bil psihično, bom rekel, in fizično dost močen za te stvari. Skratka, vse je začelo kar nekako se zgrinjati, ampak to je šele potem nadaljevalna faza bila, kjer sem to zaznal in ko sem delal to samo refleksijo ali pa retrospektivo za nazaj, kaj je to povzročalo, je pa to, da sem dejansko z svojo zavestjo vplival na podzavest, bom rekel, da se je moje telo odzivalo do te mere, da je prišlo tik do tega, da ni kolapslo na celi črti. To pa pomeni totalna izgorelost. In k sreči se je potem dogodilo to, da je bil ta krog prekinjen, ki je vodil v
bom rekel, v totalno izgorelost in potem tudi hude zdravstvene težave. Ko govorimo o nespečnosti ali pa ko govorimo o motnjah spanja, oziroma tudi ta ni prava beseda, ko govorimo o tem, da začnemo spati manj, zato ker imamo en kup enih stvari, ki nas čez dan seveda bremenijo in potem to odnesemo v našo posteljo, je to največja posledica potem krajšega spanca in seveda tudi prebujanja po noči in posledic, o katerih, naprimer, zdaj vsak seveda po svoje lahko pove, ampak so pa res hude. No? Ja, zdaj v današnjem času je kronična psihofiziološka nespečnost, kar pomeni več kot 3 dni na teden, več kot 3 mesece, da ne more človek zaspati po noči, pogosto prebuja ali zgodaj zjutraj zbudi, je problem v bistvu preobremenjenosti. In tukaj pacienti povedo, ne morem izklopiti misli, grem v posteljo in takrat visok nivo adrenalina, kortizola, nikakor se ne more umiriti. In potem začne razmišljati, kaj bo, če bi, kako bom to naredil. In hkrati potem ta začaran krog nespečnosti. Če ne bom zaspal, kako bom naslednji dan funkcioniral? In potem je velik problem, kako v bistvu iz tega zopet nazaj v naravno spanje. Velik problem je v ljudeh, ker potem, ko jih vprašamo, ampak kaj pa naredite za to, da se umirite? Kaj naredite? Kakšne rituale imate pred tem, ko greste v posteljo? Ja, delam do konca zvečer, grem spat s telefonom, ves čas sem dosegljiv, tudi po noči, če dobim mail ali karkoli, zaradi tega, ker delam z vzhodom in z zahodom, sem ves čas v bistvu moram odgovoriti. In dolgoročno seveda to vodi v hud stres, kot je rekel, in seveda v izgorelost, ker ne bomo zdržali. In potem, ko ti oseba konec junija pove, imam še ves lanski dopust in še 30 dni letošnjega, nimam nobenega dopusta pred seboj, ker si ga ne morem privoščiti, ker imam toliko raznih projektov, mislim, kam to vodi. Ko ste 3 tedne spremljali, naprimer, v medicinskih sestrah me zelo zanima, zato ker so ene najbolj obremenjenih, moja mama je bila, zato lahko morda še malce drugače na to gledam, ampak ko ste spremljali podjetnike, lastnike, menedžerje ali pa kogarkoli, a so po 3 tednih tudi sami prepoznali, kaj se jim dogaja, ker vendar so kar naenkrat morali o tem začeti razmišljati in ugotovili po pismu, Ja, zdaj stvar je taka, da mi, ko smo začeli te raziskave, smo v bistvu iskali ljudi, ki bi bili sami zainteresirani za sodelovanje. To so bili predvsem ta prva generacija, recimo, našega sodelovanja menedžerjev, kjer smo imeli v bistvu 2 skrajnosti. Eni tisti, ki so v bistvu res slabo spali in so želeli nekaj spremeniti, in drugi tisti, ki so nekako že prepoznali to kot res pomembno tematiko in so že sami pri sebi v bistvu raziskovali, brali kakšno tako literaturo, poslušali take podcaste. Tako da smo imeli v bistvu nekako 2 te skrajnosti. V obeh primerih nekako je sodelovanje v naši raziskavi tudi intervencija samo po sebi, sigurno. Če ne drugega, tudi preko teh nosljivih naprav dobivajo povratne informacije preko prstanov vsakodnevne, preko Actimetru potem pripravimo poročilo, ki mi ga tudi predstavimo, opišemo. Tako da je intervencija in tudi dostikrat zanimiva reakcija teh sodelujočih je bila, da v bistvu so ugotovili, da spijo boljše, kot so si mislili iz teh kazalnikov. Ker mislim, da je tudi sami po sebi v bistvu privzeto v teh napravah, da v bistvu ne pokažejo tako katastrofalnega stanja, kot bi mogoče bilo tudi realno kdaj. Bistveno pa seveda niti ni toliko primerjava med ljudmi, kakor je primerjava samega sebe v času, torej primerjava z nekim tem temeljem, in v tem primeru so nosljive naprave seveda lahko koristne, lahko pa tudi niso, absolutno. Recimo v primeru športnikov, pa lahko še kaj rečemo o njih, ki so malo drugačna populacija, medicinska osebja pa tako ali tako. Smo imeli eno situacijo, kjer je v bistvu rokometašica rekla, da ko vidi tisto cifro zjutraj, da se v bistvu zgrozi, da v bistvu se izdi, da ne bo pripravljena na delovne trening zahteve tistega dne, in v bistvu je potem odstopila od raziskave, ker je seveda čisto legitimno, absolutno, ker nočemo negativno vplivati na nikogar. Ja. Si uporabljal kakšne te naprave oziroma katerega znanja si se sam poslužil potem, ko si ugotovil, da je treba iskati pot ven iz te luknje, v katero si ob službeni odgovornosti, naprimer pa lastni odgovornosti, ki si jo sam oprtal, začel iskati neke rešitve?
Zanimivo vprašanje. Če bi leta 2010, 12, 13 bili te naprave, bi mogoče določene stvari že veliko prej zaznal in bi prej odreagiral, ampak tukaj si se mogel pa upreti na svoje telo, na svoje znake, ki si jih mogel prepoznati in iz tega ven, bom rekel, tako rekoč splezati. Ja, bom rekel, ta obdobje okrevanja, prej sem omenil, da se je ta krog nesrečo prekinil. Bom rekel, jaz sem potem to zaznal in sem takrat nemudoma ugotovil, da rabim neko tako službo, ki ni obremenjujoča, ker sem rekel, da to zadevo bom rekel šel pa sam. Bom rekel, ker ti, ko greš zdravniku, ko poveš, da imaš težave, dobiš takoj pomirjevalna tableta in se neko v redu to lomo doma v predal in konec. In potem sem brskal nazaj, kaj so bili tisti, bom rekel, momenti, ki so te stresorje, bom rekel, negativne poganjali v višine in bom rekel, so pri meni, da začne delati škodo. In potem sem počasi čez obdobje okrevanja, se pravi, to je bilo nekako pol leta, sam na sebi, sem, bom rekel, odkrival korak za korakom in se rekel, tega ne bom več tako in tako, bom rekel, dobesedno je to nek način reprogramiranja svojega uma, bom rekel, z določenimi metodami sidranja, ki si rečeš, ne, tega pa ne bom. In veliko ljudi se ne zaveda, da tega pa ne bom naredil, ni, bom rekel, je težko izreči, je pa to nuja. In se ne zaveda in si ne upajo. In jaz take ljudi pozivam, bom rekel, obstaja ena super knjiga, ki se imenuje Reči supermenedžerju ne. Da to preberejo in z tega bojo veliko ven dobili. In tudi današnji svet tako deluje. Bom rekel, to zdaj zelo poenostavljeno govorim. Potem so metode dihanja, metode sproščanja, meditacija ena izmed tih, sicer sam nisem poslužil, potem so določene, bom rekel, športne aktivnosti. Mora pa vsak tudi, bom rekel, zaznati sam pri sebi, kaj je tisto, kar ga sprošča. Prav nekdo, zdaj šel pa na kolo, se bom pa sprostil. Ja, lahko greš, če greš to zaradi fizične kondicije, ok, a se boš tukaj tudi, bom rekel, destresiral, je pa vprašanje. In recimo jaz vem, da meni pomaga krog prijateljev, krog ljudi, kjer se neobremenjeno pogovarjamo. In mogoče včasih, bom rekel, je dost, da nekdo sam prisluhne. Ni nujno, da sploh kje od nazaj odgovori. Skratka, vsak posameznik lahko in naj poišče tisto, kjer bo lahko sebe razbremenil, sprostil, bom rekel, in bo prišel potem tudi domov in bo šel spat. Druga stvar, ko je, jaz sem si uredil ritem spanja. Obvezno. Jaz grem spat najkasneje ob 10:30 zvečer in vsako jutro vstanem ob 6. To sem ugotovil, da mi odgovarja. V redu, včasih, bom rekel, tudi gre kako uro čez konec tedna čez, ampak to je nek ritem, ki sem ga ponotranil in bom rekel, to zame funkcionira. Tudi čez dan, recimo, če moje telo potrebuje power nap, bi samo pove, ga izkoristim in kako glasbo in in to, ker recimo to me je naučilo pa neko francosko podjetje, kjer nisem nikoli razumel, zakaj imajo oni 1 uro za malico. Pri nas je ta navada, pol ure pojej, bum in se vrni nazaj na delovno mesto. Ne, jaz sem pa tam pol ure sem dejansko pojedel, potem sem se na svoje delovno mesto usedel, nazaj, za par minut zaspal, pa je bila lahka situacija, ki je direktor do mene prišel in narahlo paril za ramo, tudi oprosti, zdaj te pa potrebujem, ali boš to pa to prosim rešil. In ta vidik se okrog obrne. Je pa res, da če govorimo ravno o tem, ko pridejo pa situacije, ko je treba vleči, pa treba vleči. Takrat je pa no mercy, ampak zopet so tiste metode, ki potem stopajo v spredje. So recimo velikokrat v teh stresnih situacijah, sploh v službi, tudi zdaj so bile, najhitrejši je metoda 4-7-8, to je metoda dihanja, se pravi 4 sekundni, se pravi vdih v noter, zadržanje, pa potem izpih ven. Skratka, in to funkcionira. In to ponoviš, bom rekel, 4x-8-krat, kolikor rabiš, da se notranje pomiriš in potem greš naprej. Veliko stvari je tukaj, no, o tem bi lahko ogromno govorili. Ja, sej, kaj bi dala, da lahko rečeva, zvečer gremo spat in se zjutraj zbudimo, vsi, ja. Ko se v Evropi pogovarjate, o težavah s spanjem ali pa o tem, kaj pač kaže, res najbolj kaže na to, da smo pozabili, da moramo spati. Se mi zdi, da je spanje šele čisto na koncu. A se potem zelo veliko pogovarjate o posledicah ali o tem, kaj narediti, da bi vendarle ljudi prepričali, da naj se vrnemo nazaj k nekim takšnim navadam ali pa urnikom, ko rečemo, ok, res je treba spati in res je treba odspati ta del. Ja. Jaz sem v bistvu nevrolog, kliničen nevrofiziolog, kar pomeni, da se ukvarjam z
klinično medicino spanja, ki obstaja že od leta 68, že takrat so namestili elektrode, tako da mi veliko se ukvarjamo s temi objektivnimi meritvami možganske aktivnosti, genetsko predispozicijo za različne motnje spanja, hudimi nevrološkimi boleznimi, ampak seveda velik del se pa ukvarjamo tudi z to kronično nespečnostjo in z vsemi temi težavami. In tako kot je bilo zelo lepo povedano, je treba pri tej kronični nespečnosti, stresu, izgorelosti, vedno iskati pozitivne stvari. Iščemo nekaj, kar nas še veseli, kar nas bo sprostilo. Velik problem je, ko ljudje pride do tega, nič več me ne veseli, nič več mi ne pomeni, da se bom sprostil. In ravno obratno delajo to, da od svojega telesa zahtevajo maksimalno fizično aktivnost. Bom šel na kolo, se bom zgonil, bom šel ne vem kam v fitness, in potem bo samo še slabše. Tako da na dolgi rok mi danes seveda spimo manj, kot smo spali v prejšnjem stoletju. Problem seveda je tudi elektrika. Elektrika je in elektrika bo in delali bomo po noči. Nažalost, jaz vedno rečem, je problem, da vedno več ljudi dela po noči v izmenskem turnusu, v nočnem, in to je tudi to, kar z Matejem preučujemo, kar bomo v bistvu na medicinskih sestrah, na zdravnikih, kar je problem in česar se v bistvu ne more spremeniti. Ampak poskušamo vseeno delati na tem, da nekim standardom pa zadostimo, zaradi tega, ker vemo, da danes je več mentalnih bolezni, danes je več depresije, danes je več prometnih nesreč in vemo, da je kronično pomanjkanje spanja velik problem in tukaj na dolgi rok to ni dobro. In študije so jasno pokazale, da dolgoročno kronično pomanjkanje spanja vodi v mentalne bolezni, vodi v povečano težave z gastrointestinalnim sistemom, vodi v povečanje glavobole, vodi v spremembe v možganih in to v delu v hipokampusu, ki je pomemben za spomin. Se pravi, da če bomo kronično neprespani, bomo šli v bistvu lahko tudi v demenco. In jasno vemo, da kronično pomanjkanje spanja poveča pojavnost karcinomov, dojke pri ženskah, prostate pri moških, debelega črevesa pri obeh spolih. Tako da ne želimo si biti bolni, in v bistvu je res treba ukrepati takrat, ko še lahko in v bistvu govoriti o tem, delati na preventivi, se mi zdi res zelo pomembno. Demenco ste tudi omenili, o tem bomo še kakšno rekli, ampak žogica je šla tudi na medicinske sestre in pa zdravstvene delavce in vse zaposlene, ki imajo to turnusno izmensko delo. Res je, sam, ko se zjutraj peljem na telovadbo, ob 6 grem mimo tam ene tovarne, kjer se ravno odpravljajo domov in drugi prihajajo, pa si vedno znova rečem, tole pa je. Kaj kažejo, naprimer, torej meritve pri ljudeh, brez katerih ne moremo, da smo si na jasnem, ampak imajo pa popolnoma razbito življenje. Ja, izmensko delo oziroma neredni urnik, v bistvu bi rekel, da je ena temeljna delovna zahteva. In zdaj na splošno v organizacijski psihologiji, organizacijskem vedenju je ena taka temeljna teorija, ki pravi, da v bistvu delovne zahteve lahko povečujemo, dokler jih balansiramo, uravnotežimo z delovnimi viri. In to načeloma funkcionira. To so tiste tako imenovane aktivne službe, kjer v bistvu nam ni dolgčas, ko smo malo našpalani, ampak imamo tudi v bistvu zadosti nekih resursov, verov, to so lahko tudi prijateljski odnosi, dobro vodenje, absolutno seveda pomoč tehnologije in tako naprej. No, medicinsko osebje, konkretno na katero smo se osredotočili, pa tudi v bistvu ostali izmenski delavci, predpostavljamo, v bistvu oni imajo pa že toliko povečan ta nivo delovnih zahtev, ki izhajajo iz te nerednosti urnikov, da za njihovo delovno uspešnost, pa tudi zavzetost, pa tudi preprečevanje stresa in izgorelosti, na drugi strani je pa nujno v bistvu povečati število oziroma količino verov, za razliko od ostalih delovnih skupin. Kar pomeni, da moramo biti tukaj res zelo, zelo previdni, tudi vnaprej v bistvu predvidevati stvari in predvidevati te njihove vere, ki jih potrebujemo. Seveda pa vemo, da je v našem konkretno zdravstvu stanje ravno drugačno, da v bistvu teh verov ni na razpolago, tudi ljudje so v bistvu raztrgani, delajo preveč, delajo neprespani,
kar je velik problem, ne samo za njih same, absolutno za njih same, ne? Ampak se mi zdi, da tukaj je tudi ključno videti ta premik v razmišljanju strani delodajalca. Ne? Seveda v javni upravi malo drugačen pogled na to, ampak tudi v podjetjih, absolutno. Ne? Ker seveda nezdrav človek je tudi konec koncev ne prispeva poslovno, ne? Tisti, ki imajo tudi rajši številka, ne? Na dolgi rok absolutno, bolniški staleži, manjša produktivnost zaradi izgorelosti in tako naprej. Sami problemi za podjetje, za družbo absolutno in to tudi stane. Ja, vi delate seveda v zdravstvu, a ne, tukaj zdaj lahko samo še nadaljujem to vprašanje, kako velik problem, naprimer, pa res je med zaposlenimi, med zdravniki, zdravnicami, medicinskimi sestrami in ostalim osebjem, ki tam dela to turnusno delo, za katerega se seveda odloča vedno manj ljudi, prav zato, ker so posledice takšne, ne? Nažalost, pri nas še vedno delamo več kot 40+8, ne? Kar pomeni, da delamo izven vseh okvirov v Evropski skupnosti, da ostajamo po dežurstvih v službi. Velik problem so naše medicinske sestre, ki delajo večino tudi v 12-urnih turnusih, predvsem poleti, zdaj je problem, ker so dopusti, lahko so tudi kakšne bolniške in ostajajo še dlje in to je nemogoče v bistvu v kakšnih razmerah se dela. Zdravniki sicer nekoliko manj, ne, zato ker imamo samo dežurstvo, ampak tudi če je teh dežurstev veliko, če po normalnem delovniku ostaneš dežuren, si naslednji dan zopet v službi, ne, je večja verjetnost, da boš delal napake in to je pač jasno dokazano. In tukaj se bojim, da trenutno stanje res ni dobro in ne vem, kam to pelje. Mi smo pred leti v času covida, v prvem mesecu covida delali anketo preko zdravniške zbornice, kako spijo naši zdravniki. Ker takrat, se veste, so bile covid vstopne točke, vsi smo delali čez delovnik in se je pokazalo, da je bilo v bistvu katastrofalno. Premalo spanja, plus tega strah za družino, majhni otroci, ki te še zbujajo po noči in potem huda zaspanost in problem, seveda, takšne zaspanosti, da povzročamo prometne nesreče. In potem smo želeli ponoviti to študijo v normalnih razmerah in potem je covid ustrajal, potem je bilo to, da delamo preko delovnega časa in zdaj smo v letošnjem letu to ponovili in Matej lahko mogoče že preliminarno pove. Celo res lahko, ker to je bilo dobesedno 2 meseca nazaj, ko smo ravno prve analize naredili, ki se zelo ujemajo s tem, kar je bilo prej povedano oziroma pokazano tudi v tistem času. To je na zdravnikih, trenutno pa zbiramo tudi na medicinskem osebju preko zbornice. Tako da bo v bistvu presečna študija. Ta v primeru zdravnikov je skoraj 10% populacije zdravnikov zajela v Sloveniji. In pokazalo se je, tisti, ki spijo manj, so tudi manj sami po sebi povejo, so manj zavzeti, slabše se počutijo, več napak delajo, tudi sami prepoznajo to in tudi tisti, ki delajo v turnusih, absolutno seveda slabše spijo in vse te negativne posledice se pokažejo. Ampak ko imamo na primer podjetja ali pa v zdravstvenem domu, pa ti reče v redu, delaš danes popoldan, pa potem po noči še potegneš, pa še dopoldne narediš, potem si pa 2 dni tako ali tako prost. V podjetjih je enako, delaš 3 nočne, pa si potem do nedelje praktično prost. A je to nekaj, kar je maksimum, kar lahko ponudi delodajalec nekomu, ki ima ta urnik in kako to vpliva na telo? Ja. Kaj se zgodi? Jaz mislim, da kar delodajalec lahko ponudi zaposlenim, je to, da jim ponudi nek prevoz na delovno mesto, predvsem se bojimo ponočni prevoz na dom. Največ prometnih nesreč se zgodi potem, ko gremo iz nočne domov in zato si kriv sam. To ni več nesreča na delovnem mestu, to je nesreča, ki se je zgodila in si kriv sam, kljub temu, da si bil 12 ur v nočni. Se pravi, da se poskuša z nekimi ukrepi. V Ameriki so se zdaj tudi rekli, da glede na to, kar se povzročajo prometne nesreče, bi moral zaposleni po nočnem delu ostati na delovnem mestu, seveda ne na delovnem mestu, ampak v podjetju, odspati vsaj pol ure, preden se vrne domov. Ampak seveda to se šteje izven delovnega časa in večina ljudi si tega ne želi, kljub temu, da vemo, da je to bolj varno. Potem osnovni ukrepi, recimo malica, kdaj malica, namen, ali lahko po noči si vzame koliko časa, ali lahko za kratek čas zaspi, kakšna hrana, kako, ko gre domov, svetovanje glede svetlobe, očal, po eni strani za temnenih očal, po drugi strani očal, ki spodbujajo, v bistvu zavirajo tvorbo melatonina, da ne bo zaspanosti. Tako da veliko se da v bistvu tudi na tem narediti.
Problem, ki ga vidimo, je, da imajo zaposleni, predvsem sindikati, raje 12-urno delo kot 8-urno delo, ker so več prosti. Ampak na dolgi rok vse te metabolne spremembe, debelost, kardiovaskularne bolezni in karcinomi so večji delež pri teh osebah, ki delajo v 12-urnem delovniku, zato ker je to bistveno bolj zahtevno. Tako da 8-urni je boljši, potem je pa zopet odvisno, kakšne rotacije, kakšno delo, ali gremo na kratke rotacije, ali gremo na tedenske rotacije, kdaj začnemo zjutraj. Tudi to pri nas večina podjetij ob 6, 2, 10 zvečer. Če začnemo ob 6, nekdo, ki se vozijo daleč, ima problem že tisti iz nočne in tisti, ki prihaja v jutro, ali bi rajši dali od 7 naprej. Pri nas je še veliko tukaj za narediti in se mi zdi ta premik tudi v glavah ljudi, delodajalcev, sindikatov, bo še potrebno nekoliko izboljšati. No. Dobra iztočnica, a so direktorji podjetja, lastniki, menedžerji potem tudi na celotni družbi začeli spreminjati kaj stvari? Ja, jaz bi rekel, da ja. Bistveno več, že govor o tej temi je nekaj, govor o počitku, o tem, o mehanizmih okrevanja, o katerih je prej Tadej govoril. Spanje je en od njih, edini, ki ga ne moremo nadomestiti čisto z drugimi, seveda, ampak so tudi drugi, kot so recimo dihanje, pa tudi skrb v bistvu za zdrave navade, zdravo prehrano, gibanje in tako naprej. To je nekaj, kar vidimo v bistvu velik premik, čist, kar se tiče so strani menedžerjev, ki potem tudi to spodbujajo govor o tem v podjetjih, ozaveščanje in tudi zelo konkretne aktivnosti, ki grejo v to smer. In bolj kot se govori o tem, bolj kot se v bistvu prepozna, da je to nekaj, kar je praktično zaželeno, da ljudje si vzamejo čas za počitek, ker v bistvu to bo dolgoročno prineslo uspešnost. To je ta premik, ki ga moramo tudi v poslovnem svetu še spodbujati. Tadej, če se ukvarjaš s podjetji, ki jih je treba rešiti ali pa potegniti naprej ali pa samo uvesti neke spremembe, pa prihajaš s to svojo zgodbo, o kateri popolnoma odkrito takole poveš, kaj se je zgodilo, kako si se premagal najprej. A je to za kakšnega delodajalca morda najprej, mogoče te pa ne bi vzeli? To je samo pod vprašanje ali pa pred vprašanje. No? Vzeli v kakšnem smislu? Da prideš k nam. Ne, da je to kakšna ovira, morda preden seveda začnete delati. No? Odvisno od človeka. Bom rekel, pri nekaterih je to zaviralni mehanizem, drugi povzamejo to kot izziv ali pa neko stopničko v življenju. Se pravi, ker naše življenje je itak sestavljeno z umestnimi postajami do konca. Se pravi, jaz pravim, se hecam, do konca penzije, vodkole, pa drugačne. Ampak to je treba uživati. Ampak kaj želim povedati? Vzameš kot izziv. Če vzameš kot izziv, se začne tudi tvoj, mentalni sistem drugače odzivati. Saj od začetka. Potem itak zapadeš v nek krog dogajanj, kjer, se moraš s tem dnevno soočati. Ampak je pa tako, tako kot sem prej omenil, moraš živeti s tem zavedanjem, da je tam od spodaj tudi nekdo, vsaka delavka, vsaka čistilka je zelo pomembna. Čistilka zato, da če se ti usedeš za lepo delovno mesto, in je delavka zato, da je, če je pravilno stimulirana, motivirana, sploh v tej industriji, kjer smo bili, je bilo zelo pomembno, kjer so bili vizualni pregledi takšnih kozarcev. In mi smo od tega živeli, se pravi, je pomembno, in na te stvari vpliva res ogromno stvari. Zdaj ne bom šel čisto v detajle, s čim vsem smo se ukvarjali, ampak ko prideš v to podjetje, kjer je sanacija, vse te zadeve, kot jih je kolega Matej omenil, ne moreš čez noč spremeniti. In tudi telovadba na delovnih mestih, tudi boljša prehrana, da ne govorim o vseh športnih aktivnostih popoldan, dopoldan, prevoz na delovno mesto, kar vse dejansko vpliva na kvaliteto nekega izdelka na koncu, ne moreš takoj plasirati za tega, ker rešuješ podjetje. A pa te poslušajo, naprimer zdaj, ko imaš to izkušnjo, ko veš, kaj si ti sam preborbal, naprimer, in potem priješ, zdaj si zamenjal podjetje, seveda s tem svojim znanjem dejansko lahko doprineseš. Tle se pogovarjamo, kaj so raziskave pokazale, kaj je vsak posameznik sam pri sebi ugotovil in prinesel, tudi ti to znanje imaš, torej pa še v družbi se zdaj res o tem veliko pogovarjamo. Zadnja raziskava kaže, da je 70% zaposlenih prepričanih, da oni pa bi zamenjali delovno mesto. Če bi se to zgodilo, bi imeli vsi izjemne velike težave, ampak ravno to pa vzpodbuja lastnike, direktorje, menedžerje, vodje, da se še bolj seveda začnejo ukvarjati s težavami. Ena od njih je tudi preobremenjenost, ki
pač je ta krog od spanja. Tako. Tukaj sta dva možna odgovora. Prvi odgovor na to zadevo, bom rekel, šel na delovno mesto, zamenjavo delovnega mesta. Nikjer ni idealnega delovnega mesta. In velikrat smo pri teh zadevah, bom rekel, upravljanja svojega mehanizma odgovorni sami. In če začneš na sebi delati, bom rekel, in prepoznavaš vse te stvari, mogoče tudi v prihodnje, tudi če je še tako težko delovno mesto, tega ni treba storiti. Čeprav je danes poplava vsega tega. Ja, v ključnih situacijah da, ampak v 70%, bom rekel, so tudi drugi interesi tukaj zraven. Ne? Če pa odgovorimo, bom rekel, na ta prvi del vprašanja, lastniki, direktorji se danes to čez dalje bolj zavedajo, ker vemo, kakšna vrednota mora biti zaposlen. In bom rekel, tisti, ki se tega zaveda, bo naredil ekipo takšno, pa ne bo to mehno ali pa veliko podjetje, po sistemu vsi za enega, eden za vse. In to pomeni skrb po verigi navzdol in navzgor. Jaz verjamem, da so v podjetništvu, tako kot v zdravstvu, v drugih ustanovah, kjer imamo zdaj recimo deficit kadra, bom rekel, manj kot takšen, da ga komi dobiš. Bom rekel, tudi pri nas, jaz sem zdaj v IT sferi ravno zaradi tega, ker sem mogel zamenjati to stvar, zaradi sebe samega, imamo nenormalne težave in včasih forsiramo, bom rekel, naše zaposlene tudi preko meja. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da v tistem trenutku, ko ga forsiramo preko meja, mu tudi omogočimo let 5 za en teden na dopustu, zdaj si prosto, nafili baterije. Druga stvar, jaz sem, bom rekel, nisem mogel verjeti, da to dejansko deluje, da takrat, ko začutiš, da si najbolj na špici, takrat 5. Vse bo počakal. In nobeden razen v zdravstvu, recimo, ko gre za človeška življenja ali pa karkoli, to razumem popolnoma, ampak ne moreš verjeti, koliko lahko napak ti storiš takrat, ko določene stvari forsiraš. In tega ne priporočam. To se res reflektira na vseh možnih nivojih in dejansko to samo drvi v kolaps. A se lahko tukaj vrnem na en pogovor, ki ga je imel gospod Boscarol, ki ga zelo cenim, ne? In je bil ta pogovor seveda tudi zelo popularen. Sploh ta del, ne, Slovenci zelo radi slišimo tisto, kar nam malo paše, pa nekaj drugega. Ne? In pri njemu smo slišali, da on pa res zelo malo spi, zato ker je potem toliko misli ima in toliko dela. In potem smo seveda vsi se pogovarjali, ampak on pa res malo spi, se ni čudnega, da je tako uspešen. Ne? Kaj je zdaj on vse žrtvoval za ta uspeh, to je zdaj že druga stvar, o tem danes ne bomo, pa tudi se nismo toliko pogovarjali, ampak da pa malo spi, to je bilo pa zelo popularno. Ne? In vi ste na začetku rekla, malo je takšnih srečnežev. Pa še, da se ukvarjate tudi z genskim potencialom. Zdaj, gospod Boscarol spi malo tudi zaradi tega, ker kot on pravi, dela z zahodom in vzhodom in seveda dan tistih 24 ur je premalo. Zelo pomembno je povedati to, da on od svojih zaposlenih ne pričakuje podaljšanje dela. Njegovi zaposleni delajo 8 ur, odidejo domov. Z gospoda Boscarola sem jaz izvala osebno in mu rekla, da bi ga zelo rada povabila v naš laboratorij, da ga mi posnamemo, ali je res on med temi short sleeperji, se pravi, in da bi tudi naredili genetiko, zaenkrat tega še nisva naredila, ampak mislim, da bomo. No, in zdaj sem pri nekih teh mitih, ki jih lahko razbijemo, ali pa ne, ali pa jih potrdimo. Short sleeper, koliko takšnimi ljudmi ste že imeli srečo delati, naprimer, in kaj je to res pomenilo v njegovem telesu? Kaj se je dogajalo v tistih nekaj urah, ko je spal? Ker potem bom seveda razširil to vprašanje pa na REM spanec, pa na globok spanec. Ne? Se pravi, mi smo genetsko predisponirani. Če gledamo recimo enojajčna dvojčka, takoj po rojstvu imata identično sliko spanja. Se pravi, identično ne samo REM, ne-REM in vse te faze, identično tudi mikrostrukturo, kakšna so vretena spanja, kak kompleksi. Seveda se z leti to spreminja glede na zunanje dejavnike in pač ostale možnosti. In nekateri so takšni, da lahko res spijo malo, kar pomeni manj kot 6 ur. Takšnih je zelo malo in ponavadi do nas ne pridejo, zato ker nimajo težav. Se pravi, če mi gledamo zdravega odraslega človeka, imamo približno 50% faze 2 spanje, približno nekako 25 je bilo globokega in REM in čim manj tega plitkega spanja. In tisti, ki res spijo
kratko, imajo manj tega plitkega spanja. Se pravi, ko zaspi, hitro zaspi, gre v globoko spanje, direktno v REM in ti cikli so v bistvu zelo kvalitetni, se pravi, nimamo nekih podaljšanih prebujanj, ampak tako kot pravim, teh je res izredno malo. Po drugi strani imamo pa mi tudi long sleeperje, ki pa potrebujo 9 ur in več. Te večkrat pridejo do nas, ker te pa imajo velike težave, kako funkcionirati že v šoli z zgodnjim začetkom pouka, pri nas že v vrtcih, kdaj se pri nas začnejo, ker morajo starši oddati otroke, ker grejo v proizvodnjo, recimo. Tako da teh je bistveno več. No. Morda kar od vprašanje, če imamo ljudi, ki potrebujejo več spanja, naprimer, ampak v odraslem svetu, ne vemo, je to kar velik luksus, ko so pa otroci pa sploh, ker takrat pa že starši zjutraj gledamo na uro in se nam seveda mudi. To torej obstajajo, kaj narediti? Je treba to spoštovati in poslušati in omogočiti takšen spanec. Naprimer, imam 2 hčerki, ena zelo dolgo zjutraj spi, to je tak tipičen primer, druga pa pred 7 pride pogledati in reče, dober dan, naprimer. Ja, absolutno jih je treba spoštovati. Lahko spremenimo za kakšno uro, recimo pri odraslih ljudeh začetek in konec. Seveda vemo, da če se to zgodi naenkrat, tako kot je ob premiku ure, imamo v tistem tednu definitivno težave. Pri otrocih tudi kot pravite, obeh hčerki sta različni, vidimo, ni vse samo genetika, seveda so tudi nove mutacije, kar pomeni, da sta lahko različni od staršev, tudi različno podedovali, tako da jih je pomembno v bistvu pri tem spoštovati. To, da silimo otroka ob 8 moraš biti v postelji, moraš spati, zato da bom imel jaz mir zase in je včasih velik problem. Samo še eno vprašanje, kar se tiče otrok. Power nap, tudi ti si samo omenil, pri odraslih je seveda tako, vzamemo se ga, če si ga le lahko in je čisto v redu, vsi poznamo ta starševski, ko so malo starejši očetje, ko gredo po kosilu, pa na kavč malo počivati, mame pa ponavadi takrat pomivajo, ampak... To ni lepo. Ja, to ni lepo, ampak to so neki takšni spomini iz kakšnega filma, tako rečemo, ampak kako pa je, ko otroci pridejo iz šole, pa tudi potrebujejo kakšno urco najprej spanja. Je to normalno ali smo spet tukaj odvisno seveda od otroka? Lahko še v 1. razredu, kasneje pa je to patološko, kar pomeni, da otrok, ki bo v 7., 8., 9. razredu ali v srednji šoli, gimnaziji popoldan spal, pomeni, da ima kronično pomanjkanje spanja. Hvala lepa. Zdaj pa športniki, morda da malce zamenjamo, omenil si pri športnikih je pa vendarle malce drugače vse skupaj, ko on odigra zvečer tekmo, to si jaz sam tako predstavljam, in potem zmagajo. Je ta euforija do 3 ponoči, če že zapustijo seveda garderobo po pomembni tekmi, takšna, da ta dan odbijemo. Ampak vseeno, kako pa je tukaj pri njih, ko jih spremljate in jim svetujete? Ja, ta dan je ogromna izjema, absolutno, in to se lepo kaže tudi v naših raziskavah, adrenalin je na polno, potem po dostikrat sledi še prevoz, če je gostovanje, je potem itak porušen sistem. Športniki načeloma spijo več, ker tudi trenirajo fizično, potrebujejo potem tudi kak power nap, ki po drugi strani pa spet ne sme biti predolg, pa mora biti zadosti zgodaj, to je tudi za splošno populacijo tak ključen nasvet. To je ključna zadeva, torej spijo več. Druga stvar je pa pri njih, to se pa tudi pri naših raziskavah lepo kaže, glavna razlika med tem, koliko bojo lahko naslednji dan v bistvu potem zmogljivi na treningu, tudi po samoocenih in po objektivnih pokazateljih, ker v bistvu v naših raziskavah tudi trenerje spremljamo oziroma prosimo, da ocenjujejo vsakega športnika potem naslednji dan na treningih, na tekmah imamo pa tako ali tako bolj objektivne indekse in kazalnike. Pokaže se predvsem tako imenovano, koliko hiter uspe zaspati, je ključna taka stvar oziroma mehanizem, ki spodbuja potem uspešnost naslednji dan. Celo bolj kot količina spanja, bolj kot tudi sama kakovost spanja, ki pa je seveda zelo močno povezana s tem. Odvisno je od marsikaterih dejavnikov, absolutno tudi nekih objektivnih, kot kdaj je tekma ne moremo spreminjati, ampak lahko spremenimo že to, kdaj organiziramo treninge. In to je recimo v slovenskih klubih, recimo za razliko od kakšnih drugih evropskih, pa tudi svetovnih, še malo manj zavedanje prisotno, ki ga mi tudi želimo skozi naše raziskave pripeljati noter, da treba je v bistvu te treninge ne toliko na večer zorganizirati, ker potem bodo v bistvu njihovi športniki slabše
slabše spali in bodo manj zmogljivi, ne? Ker bodo kasneje šli spat, dlje časa bodo potrebovali, da se umirijo in težje zaspali. Po drugi strani pa seveda, če so tekme zvečer, želimo simulirati nekako te obremenitve, ampak načeloma je vseeno boljše organizirati tako, da so treningi prej in da ni toliko tega, da se hodi zelo pozno spat. Po drugi strani pa tudi, ker je pa tudi še eno zavedanje, ki mogoče manjka tudi v slovenskih klubih, ki mogoče seveda se tudi tega ne morejo vedno privoščiti, to zavedanje potem tudi o zdravi prehrani, po tekmah, dostikrat se gre na neke zelo mastne, pice, hamburger in tako naprej. Ni najboljše, spet bo negativno vplivalo na spanje potem na zmogljivost naslednji dan. Tako da tudi tukaj klubi lahko veliko naredijo in prepoznajo to, dost prihajajo do nas, delali smo s profesionalnimi rokometašicami in rokometaši, v bistvu dveh najboljših klubov, tako tradicionalno pri nas, z košarkaši trenutno, pogovarjamo se z odbojkaši, tako da veliko teh ekipnih športov, kjer v bistvu vejo športniki, da vsaka malenkost, ki jo lahko narediš, bo vplivala, in če spremeniš samo eno malenkost, lahko to naredi razliko potem. No, sej to sem želel zdaj vprašati, ker si vendarle iz ekonomske fakultete, kjer so odstotki vse, ker je številka zelo pomembna stvar. Če bi rekel, pravi moment spanja v celotnem tednu, kaj lahko doprinese tudi 5% pri rezultatu? 5% je preveč, ker že tista mali del odstotka naredi razliko. Okay. Tukaj se pogovarjamo o takih res malenkostih in tudi pri športnikih mala razlika tudi naredi ogromno spremembo, sigurno. Je pa tudi res, glede na to, da sem iz ekonomske fakultete, mi dostikrat šport na splošno obravnavamo kot eno okolje zelo visokega pritiska, delovnega pritiska, ki ima seveda specifične obremenitve, trening obremenitve niso enake kot na delovnem mestu, ampak je ogromno enih implikacij, kjer se učimo iz športa, kako prenašati v delovno okolje. In kar se tiče spremljanja uspešnosti, absolutno, zdaj pa vedno bolj, kako to neko celovito delovno okolje in človeka v delovnem okolju obravnavati, kar lahko preslikamo potem tudi na poslovni svet. Zdaj, če se navežem na Mateja, ne samo profesionalni športniki, ampak tudi amatersko, če mi rečemo, da si želimo dobro urejeno spanje, potem si želimo fizično aktivnost zgodaj popoldan. Večina aktivnosti, vsaj po zimi, razne telovadbe, tudi fitnessi, ljudje hodijo zvečer pred spanjem in potem imamo problem, da zaradi tega ne morejo zaspati. In tudi, če gledamo recimo pri mladostnikih ali pa že pri otrocih, recimo tisti, ki imajo treninge zjutraj in zvečer, tipično plavalci, pred šole morajo stati ob 6, 7 je že na treningu, da bo ob 8 v šoli in potem zvečer zopet trening, pomanjkanje bazenov, šola in vse ostalo. Takšni otroci imajo hude težave. Težave zato, ker so neprespani, ker imajo za vikend tekme, ker v bistvu dolgoročne. Potem lahko pri teh otrocih dobimo to, da dobijo razno motorično aktivnost po noči. Mi vemo, da če spiš premalo, boš imel več globokega spanja, v tem globokem spanju boš lahko kričal, hodil okrog, Se pravi, in takšne otroke mi dobimo. Tudi tukaj je še zelo veliko v bistvu na tem, tudi če rečemo res profesionalni športniki, pa se mi zdi, da zdaj, tako kot Matej prav, vse že nekoliko zavedajo, ampak smo še zelo daleč od tistega. Recimo, če mi gledamo ameriški plavalci, ki so prišli na olimpijado v Pariz. Predhodno so šli bistveno prej plavati imeli priprave na Hrvaškem, zato da so bili prilagojeni na evropski čas. Da ni bilo že tega jetlaga, ker vemo, za vsako uro časovne razlike, če gremo na vzhod, uro pa pol adaptacije. Se pravi, tukaj so naredili veliko. Po drugi strani, v olimpijski vasi so dali v sobo, kjer sta bila 2 športnika skupaj, tiste, ki so imeli isti kronotip, tiste, ki se zjutraj zgodaj prebujajo ali tiste, ki grejo pozno spat. Glede na to so gledali tudi, kdaj imajo treninge. Tako da ogromno se da še narediti. Mislim, tako kot prav Mateja, tukaj je še veliko enega prostora manevrskega, kjer se da izboljšati. In ravno to, če se navežem, rekel, ker biznis pa šport sta zelo, paralelni dejavnosti, in če bi se nek poslovnež, ravnal po športniku, bi, videl vse prednosti in slabosti njegovega življenja in bi ga znal uravnotežiti. In bi potem znal svoje naloge prioritizirati, bi ritme postavil in tako naprej. In jaz se vedno sprašujem, jaz nisem lastnik ali pa direktor podjetja, sem le vodja, na višjem nivoju, pa se vedno sprašujem, kako je to, da direktor pa kar mora 24 ur na dan delati. Zakaj? Komu na čas? Zakaj to treba? Ne?
a si ti postavil stvari? Jaz razumem, da so stvari, ki so prioriteta in so nujne. Rešuj tisto, se pravi, razporedi dan. In bom rekel, sploh v sanacijah podjetja tudi čisto drugo. Takrat, bom rekel, gasiš požare, krpaš luknje in, bom rekel, so neracionalne odločitve včasih, ampak to se odločaš glede na trenutek, za katerega veš, da, bom rekel, lahko nekaj doprinese, ne? Ampak to je nujno. Če paš pa ti neko stabilno poslovanje, neko stabilno podjetje, pa ti lahko funkcioniraš, bom rekel, bistveno drugače. In tudi mene zanima zgodba od gospoda Boscarola. Zdaj smo ga pa res. Ja, ne. Ne, pa še drugih ljudi. Short sleeperjev. Jaz bi pa ne to videl, bom rekel, jaz bi pa rad videl, kaj se v njegovih možganih takrat dogaja. Kak je ta, bom rekel, kemijski proces, bom rekel, in ker to so za mene, dobro, vse poznamo, vse ni samo on, je Musk, je podobna zgodba, je bil Steve Jobs podobna zgodba, tu so, bom rekel, entuzijasti, inovatorji. No, ampak vemo, kako funkcionirajo potem. Ne? Ja, vemo, neracionalno odločitve, ampak tu smo. Pa tudi, izjeme so, ampak po moje nevarnost je tega sporočila potem na maso, ne, oziroma na poprečne ljudi, ker večina pač je poprečnih ljudi seveda ne pretvarjati in ne moramo izhajati iz teh izjem. Ja, in če se opravičujem, če se sam še ne vežem na Gregorjevo vprašanje prej nazaj, ko mene vpraša, kako pa jaz vplivam, ne, pa kako se sliši. Slovenija se mi zdi, da je v tem segmentu kar precej zaostala z ostalimi državami. Ker jaz recimo osebno, ko vidim, ko nekomu osebno zgodbo povem, je še vedno tisto, da te posluša, vprašanje, če te sliši, dokler ga ne zadene, potem se pa spomne. Namesto, da bi se prav preventivno ukrepal, da do tega ne pride. Tako da, ja. Treba izhajati iz raziskav, ne? Jaz mislim, to zelo jasno. In v organizacijski psihologiji v zadnjih 4-5 letih je tako en trend, reče sem človekova trajnost. Točno to, kar si prej govoril, v bistvu govori o tem, kako naj bi v bistvu za dolgoročno uspevanje ljudi v katerem okolju praktično razdelili na 3 dele svoj dan. V bistvu eno je produktivnost, torej fokus na delo, drugo je seveda spanje, oziroma skrb za počitek, tretji del je pa v bistvu tudi skrb za lasten razvoj, hobije, tudi druženje, karkoli te izpolnjuje, ne? In te 3 deli naj bi bili nekako ravnoteženi. Ne? Mi pa pogosto seveda odlagamo to, katerakoli dela vezana na počitek, pa tudi na hobije dostkrat, na račun seveda dela, ali pa tudi seveda na račun hobija, v smislu nekoga, ki igra igrice cele noči. Tudi seveda odlaga svoj počitek, ker pa na dolgi rok nam razkraja zdravje, to zelo lepo kažejo raziskave, pa pademo, pa je pa tista izgorelost. Pa v bistvu moramo nazaj odlagati v bistvu čas za svojo produktivnost in samega pač za svoje hobije, zato da poskrbimo za zdravje. Kar pa ni za nobenega dobro. Se strinjam. In ta metoda za spanje recimo se konča, bom rekel, jaz mislim tako, se pri meni prične po delovnem dnevu. Tako, ko sem jaz rekel, jaz sem metodo sidranja, ko se peljem službo domov, do tule razmišljam tako. Od tu naprej je druga zgodba. In me praviš, kako pa to funkcionira? Ja, s programiranjem. Ja, kaj pa telefoni, pa maili? Pogledam, odložim, jutri je nov dan. In če bo ljudje, bom rekel, ali pa posamezniki začeli s to metodo, bom rekel, dost hmal, bojo tudi ugotovili, da se bo kvaliteta življenja spremenila, bom rekel, zdravje bo na višjem nivoju, pa spad bo začel. Čeprav včasih je težko pride v situacijo. Ja, hotela sem povedati to, da se pa, jaz mislim, da vse v zadnjih letih se je spremenil trend in tudi knjiga Matthew Walkerja Why We Sleep, zakaj spimo, uspešnica v Ameriki, tudi pri nas potem prevedena zelo večkrat tudi že ponatisnjena. Mislim, da je naredila neko revolucijo na tem nivoju v splošni javnosti, da je spanje pomembno. Zdaj, če pogledam na drugo stran, pa zdaj v zadnjem času vidimo ravno obraten fenomen, da naši mladostniki so pa zelo zaskrbljeni, ker vedo, da morajo dobro spati, da bojo dobro funkcionirati in pridemo pa v drugo skrajnost. Če eno noč ne spim, kako bom funkcioniral, kako bom lahko pravico do odklopa, vsega ostalega, in v bistvu potem ta pretirano ukvarjanje s spanjem, pretirano kaj, če ne bom spal, pa tudi ni dobro. Tako da v bistvu neko ravnovesje mislim, da je pomembno vzdrževati. A morda ob koncu lahko še 2 vprašanji, ki sta takšni zelo tipični med našimi
poslušalci verjetno, no, ali pa tudi med mojo družbo, vidim, da imate pametno uro, je dobro naštimati pametno uro, da se zvečer nariše tista posteljica, potem pa zjutraj pove, koliko časa si spal, skratka, zdaj sva pri tem pretiranem ukvarjanju. Koliko je merjenja, vidva to profesionalno počneta, ne, ampak koliko ne pa to mi počnemo. Jaz absolutno ne spim z uro. In tudi tisti pacienti, ki pridejo z 2 urama, ki sta si zelo različni, tako kot je Matej rekel, govorimo o količini, ne more pa povedati, koliko je globokega spanja in koliko je rem, rečem nobene ure. To je bilo prvo vprašanje. Drugo pa je, rekli sva na začetku, ste 7 ur je tista dobra priporočljiva količina. Velikokrat se pogovarjamo, a je treba spati v čisti temi, že to se pa že pri otrocih začne, a naj čisto zaroletamo, ker če ne bomo, potem bodo morda še kje drugje spali, drugače bomo pa to ves čas iskali, naprimer. Tukaj je zdaj spet zelo različno. Če nimamo težav, bomo zaspali kjerkoli in kadarkoli se zbudili in bomo spočiti. Bolniku, oziroma osebi, ki ima težave s spanjem, rečemo, naj spi toliko, da se bo zjutraj zbudil spočit. In zopet, če povzamem Matthew Walkerja, on pravi ne, da imamo budilko, kdaj se zbudimo, mi bi morali imeti budilko ali pa na uri, kdaj moramo iti spat, da bomo zadostili svojim potrebam za spanje. Predvsem pa bi rekla to, ne se ukvarjati s tem, če eno noč ne spimo. Ni katastrofa, ni konec sveta, normalno bomo funkcionirali, ne se preveč s tem ukvarjati, paziti pa na tem, da ne gremo v neko kronično pomanjkanje spanja. Danes sem dobro spal in se spomnim, da sem vmes enkrat dejal o demenci, pa tudi še bova nekaj rekla, ker je pa to epidemija prihodnosti in tudi sedanjosti. Ali se vam zdijo vse te raziskave, ki jih opravljate, da je prav ta nespečnost, pomanjkanje spanja ena izmed večjih dejavnikov pogona števila dementnih primerov? Kronično pomanjkanje spanja vodi v bistvu tudi to zmanjšanje kognitivnih funkcij. Posledično, da bi trenutno imeli že študije za samo kronično pomanjkanje spanja brez neke druge bolezni, nimamo. Predvsem je motnja dihanja v spanju, se pravi smrčanje, pavze dihanja v spanju, zaradi tega dolge prekinitve, ne samo dihanja, ampak tudi spanja, to pa jasno pokazano vodi v vaskularno demenco in seveda v hude kognitivne upade. Tako da to je velik problem. Hvala lepa vsem trem, da ste prišli. Hvala lepa za vse dobre primere. Bova skrbela, da bomo bolje spali. Verjamem, da je vsak nasvet koristen, predvsem pa ta predzadnji mi je bil zelo všeč. Ura bi nam morala kazati, kdaj moramo v posteljo, ne kdaj je treba vstati. Lep pozdrav, dobro spite, pa naslednjič, ko se vidimo, bomo vseeno spili eno kavo, prav. Hvala vam, da ste bili z nami. Poletje je pred nami, čas, ko se pa res lahko odpočijete in naspite zvečer lepo, prezračite prostor, da bo hladno, pa bo spanec zagotovo boljši, kakšna skrb pa preložite lepo na zjutraj. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.